Pozdravljeni vsi navzoči, zlasti še 4 preživeli ostali domobranci. Bog pa živi. Kot vsako leto v tem času se tudi letos spominjamo vaških stražarjev in domobrancev. Za pravo razumevanje vaških straž in domobranstva se moramo postaviti v takratne politične razmere v Sloveniji. Slovenija je bila razdeljena in zasedena od Nemcev, Italijanov in Madžarov. Vsak je imel zaseden svoj kos Slovenije. Nemci so zasedli Gorenjsko in Štajersko, Italijani Notranjsko in Dolenjsko, Madžari pa Prekmurje. Razmere v teh delih Slovenije so bile različne. V nemški okupirani coni se je začelo preseljevanje vplivnih ljudi, kot so duhovščina, intelektualci in nekateri politiki. Selili so jih v južne dele tedanje Jugoslavije. Vedeti pa je treba, da so komunisti po navodilih Stalina sodelovali z Nemci pri preseljevanju. Sestavili so imenik ljudi, ki naj bi jih Nemci preselili. Kot primer naj navedem strica Jakoba Žaklja, ki so ga Nemci z vso družino iz Suhega Dola v Šentjoštu preselili v Srbijo. Italijani so pripeljali v Ljubljansko pokrajino veliko vojaško silo, razdeljeno v 2 diviziji. Pozneje so dodali še skupino graničarjev in druge manjše enote. Razdelili so jih po vseh večjih krajih in kmetijah svojega zasedenega ozemlja, ki so ga priključili kraljevini Italiji kot njen sestavni del. S tem so hoteli poudariti, da je zasedeno ozemlje nerazdružljivo od Italije. Danes bi se rad omejil na dogodke v Šentjoštu, mojem rojstnem kraju. Hitler je že v prvih dneh okupacije postavil mejo med nemško in italijansko cono. Občina Šentjošt je pripadala italijanski coni, čisto na meji z nemško. Ta politična situacija je zlasti koristila komunistom za organizacijo in izpeljavo revolucije. Saj je že Lenin učil, da je treba revolucijo izpeljati v vojnem času, ker so ljudje tedaj pretreseni, prestrašeni in ne stavijo pravega odpora revolucionarnemu rovarjenju. V tistih kritičnih dneh so partizani povzročali teror v okolici Šentjošta. V Hrjulu, sosednji vasi, so ubili župana Bastiča in njegovo ženo. Ne s strelom, ampak s kolom, da ne bi klicali pozornosti italijanske obstojanke. In tako so v Sloveniji pred začetkom vaških straž ubili okrog 1000 nedolžnih ljudi. S pretvezo, da se borijo proti Italijanom, so pobijali naše ljudi. Zaradi tega nasilja so se naši možje in fantje zbrali, se organizirali v stražarje in ustanovili prvo vaško stražo v Sloveniji 17. julija 1942. Bilo jih je okrog 30 do 40 domačinov, kmetov in fantov. Za oborožitev so porabili orožje, ki so ga imeli skritega od propadene jugoslovanske vojske. Na zapadni strani Šentjoške fare je jugoslovanska armada gradila obrambne naprave Rupnikovo linijo. Ob razpadu Jugoslavije in razpustu jugoslovanske armade so vojaki pustili orožje kar tam na mestu. To orožje so potem pobrali partizani in nekaj tudi naši domači ljudje. Nekaj starega orožja so jim pa dali tudi Italijani kot okupacijska sila.
Nihče od njih ni bil vojak. Bili so preprosti kmetje, kmečki sinovi, ki so se hoteli braniti. Bastičev sin je rekel, potem ko so mu ubili očeta, jaz se bom branil. Njihov namen je bil upreti se partizanskemu nasilju in ubraniti življenje domačih ljudi, kakor tudi njihovo poimetje. Slovenska legija jim je poslala poveljnika Igorja Franc Kompare. Nastanili so se v šoli in v župnišču v Farožu, ki je bil prazen, ker je župnik par dni prej umrl. Farož je stara stavba z debelimi zidovi in majhnimi okni, prav primerno za obrambo. Na okna so postavili zaboje z vivko in pustili odprtino, po kateri so lahko ven videli in tudi streljali. Municije so imeli relativno malo, zato jim je komandir dal ukaz, naj streljajo le po potrebi. Edino večje orožje je bil en mitraljez, ki ga je uporabljal Karvinet Ostanko, bivši jugoslovanski oficir. Komaj so se dobro utrdili, so partizani že zvedeli zanje in sklenili posadko zbrisati iz obličja zemlje. Partizanski dolomitski odred je dobil ukaz, naj jih napade in uniči. In res so se po enem tednu partizani pripravili in napadli Postojanko. V zvezi s tem napadom pa se je zgodilo nekaj zanimivih dogodkov. 23. julija zvečer, dan pred napadom, so stražarji dobili iz Rovt, vas oddaljene kakih 10 km od nas, sporočilo, da bodo napadeni. To pa je bilo tako. Domnevno je rovtarski kaplan ali neki bogoslovec poslal v Šentjošč sporočilo po 2 malih otrokih, da ne bodo pripravljeni za možni napad. Rajnik Tone Petkovšek iz Rovt je pripovedoval, da je on zvedel od nekega partizana, da bo Šentjošč napaden in to vest sporočil naprej. Rovtarski kaplan je poslal v Šentjošč 2 otroka, 13-letno deklico in 9-letnega dečka, naj neseta na listek napisano sporočilo za komandirja Igorja. Ta dva otroka sta šla po poti iz Rovt proti Šentjoščom in sta zašla. Ker nista vedela, kako naprej, sta se vrnila nazaj v Rovte, kjer so jima bolj natančno povedali, da pravo pot. Predtem pa je Igor dobil poziv ali ukaz od poveljnika jugoslovanske vojske Lesjaka, naj pripelje v Rovte majhno skupino stražarjev za skupni nastop. In tako je res Igor odbral močno posadko najboljših fantov in se z njo na poti proti Rovtam. Ko so prišli dober kilometer od Šentjošča, so na poti srečali 2 otroka, ki sta rekla, da morata iti v Šentjošč za oddati važno sporočilo za poveljnika Postojanke. Ko so jim povedali, da je ta poveljnik tukaj med njimi, sta mu oddala zgoraj omenjeni listič o napadu. Ko je poveljnik Igor to vest prebral, je takoj ukazal povratek na Postojanko. Vrnili so se in hitro utrdili Postojanko, koliko se v tistem kratkem času dalo. In v napetosti čakali, kaj bo. In res nekaj pred polnočjo so zalajali psi okoliških hiš in kmalu je zaropotal napad. Partizani so iz vseh strani jurišali na Postojanko. Upili so in obstreljevali Faroš in šolo. Branitelji so jih z redkimi streli odganjali, da niso mogli priti do Faroža ali šole. V zvoniku sta bila 2 starejša možakarja brez orožja, da sta sporočala o stanju v okolici, kakor se je v tisti temi dalo. Ko sta splezala v zvonik, sta za seboj zaklenila cerkvena vrata od znotraj.
Po prvih strelih, ko so krogle švigale na vse konce kraje, sta se umaknila na Kor za orgle in tam pričakovala, kaj bo. Partizani so med napadom zažgali Mežnijo. Mežnar, moj stric Tine Malavašič, je bil v posadki v Faružu. Doma pa je bila žena Jelka in nekateri otroci sorodnikov, in ko so videli, da hiša gori, so pohiteli v cerkev. Ker so bila vrata zaklenjena, so se skrili v en kot v lopi in se tresli od groze. K sreči noben partizan ni pogledal v lopo, ker če bi bilo po njih. Ta bitka je trajala do 5 zjutraj. Ko se je zdanilo, so partizani prenehali z napadom in se umaknili. Z vozovi so odpeljali ranjene in mrtve po nekaterih virih okrog 40, medtem ko med stražarji ni bil niti eden ranjen. Čudno se zdi, da ko je napadalo 200 borcev in se jim branilo le 35 stražarjev, da je bil možen tak izid. V vsem razvoju dogodka pa se kaže Božja roka tako v oddaji sporočila o napadu, kakor o napadu samem. Med napadom so partizani izropali kmetijsko zadrugo in poslopje zažgali. Ko so se partizani vračali, so nam spotoma izropali in požgali več hiš. Janko Maček, doma Šentjošta, veliko piše o teh dogodkih v reviji Zaveza in tudi Janez Zdeša. Naslednji dan, naslednji teden so iz maščevanja zaradi neuspelega napada požgali več hiš v okolici. Pobili njihove prebivalce, tako pri Štefancu kot pri Cveku na Koglu in pri Možinetu v Potoku, kjer so pobrali 8 ljudi in so jih odpeljali s seboj po svojo bazo in jih tam postrelili. Povsod so ubili očeta in mater in pustili več kot 10 otrok sirot. Po nekaj letih pa so bili ti otroci sirote moji sošolci v šoli v Šentjošti. Kakih 14 dni po napadu je prišla partizanska posadka v sosednjo vas Butajnovo. Tam so tisto noč ubili naša 2 soseda, Janeza Demšarja, po domači Jurija, in mežnarja Janeza Trčka. Oba so ubili v trenutku, ko sta jim odpirala vrata. Podobno so se pojavili tudi pri nas pri Virtovcu, obkolili hišo in z silo butali na vrata, da se je cela hiša tresla. Moj stari oče, Janez Malavašič, je počasi odprl vrata in s petrolejko posvetil ven, da vidi, kdo buta. Takoj, ko se je pojavil v vratih, se je od zunaj, od zadaj iz teme slišal glas ukaz: ne streljaj. Nato so zahtevali, naj pride Pepi Žakelj, moj ata. Stari oče jim je rekel, da ga ni doma. Ker niso dobili Pepeta, ki bi ga prav gotovo streljili, kot so ostala 2 soseda, so pa vdrli v hišo in jo izropali. Pobrali so živila, kruh, moko, slanino, zavelo, mast, suho meso in tako dalje. V gornji hiši je bila moja mama z menoj Beroč. Takrat sem imel okrog 15 mesecev. Ko je potem komandir vprašal vojaka, zakaj mi streljal, mu je rekel, ker je imela onega malega otroka. Tako sem jaz kot otrok rešil življenje svoje mame. Kot so partizani odšli, je postalo vse tiho. In mama je počasi prileze iz gornje hiše dol v vežo, in ko je njen oče Janez videl, je rekel, si mislim, da te bodo zaklali
ker so s sabo nesli več nožev. K sreči pa ti noži niso bili za to, ampak za pobranje mesa, ki je viselo pod stropom. Tako tisto noč pri nas ni bilo nobene žrtve, hvala Bogu. To so nekateri primeri tistega partizanskega nasilja, zaradi katerega so se naši ljudje organizirali v vaške straže in se jim uprli. Z gledom vaške straže v Šentjoštu so se pozneje organizirale tudi vaške straže po drugih krajih. Čez čas pa so ti domobranci, ti vaški stražarji bili vključeni v domobransko vojsko, ki se je leta 1943 ustanovila v Ljubljani. Domobranci so bili prava narodna vojska, ki se je zoperstavila komunistični revoluciji in branila krščansko kulturo in narodna izročila. Ob koncu in povrnitvi domobrancev iz Koroške v Slovenijo v roke komunistom partizanom, ki so jih pobijali, izstopajo nekateri primeri domobrancev, ki so se rešili teh pobojev, da bi pričali o njih. Bog si je preskrbel priče, da bi se dogodki ne izgubili, ne ostali zakriti ali pozabi, ker toliko ljudi, ki je izvedelo za poboje, tega niso mogli verjeti. Na Koroškem se je govorilo, da domobrance pošiljajo v Slovenijo, kjer jih partizani pobijajo, in ne v Italijo, kot so jim obljubili Angleži. A ljudje tem novicam niso verjeli, ker so mislili, da so le govorice, dokler se ni vrnil. Doktor Janez Janeš je všel iz ročitvi v Podrošci in povedal vso resnico o zadevi. Osebno sem poznal 4 take vrnjene rešence, Lojzeta Opeko, Toneta Petkovška, Milana Zajca in Pavla Žakla. Milana Zajca sem videl samo enkrat, ko smo septembra 1956 prišli iz Slovenije in šli tukaj v San Justo. Obiskat Šentjoščana Štefana Kavčiča je on povabil k sebi tudi Milana Zajca, ki je živel v tem kraju. Ko je Milan zvedel, da smo pravkar prišli iz Slovenije in da o njem najbolj nič ne vemo, je dejal, da bo zaradi tega le povedal svojo zgodbo, ki jo navadno ne pripoveduje, ker mu to pripovedovanje povzroča isto trpljenje, kot ga je v resnici predstavljal. On je všel iz jame v Kočevskem Rogu. Po streljanju in padcu v jamo na trupla mrtvih in na pol živih soborcev je ostal živ in se čez 5 dni prikopal iz jame in ušel. Lojze Opeka, živeli smo blizu skupaj v Ramo-Smrkiji. On, žena in otroci so mimo naše hiše hodili k maši v Don Bosco. Ko smo jih videli, smo se pozdravili in kaj govorili. Takrat nismo še nič vedeli o njegovi zgodbi, da je bil vrnen, prišel v Teharje, pa tam prepeljan na Hrastniški hrib, kjer so partizani pobijali domobrance. Odvezal se je, predno so ga ustrelili, je skočil v stran, odrinil stražarja in se plazil po tleh do Grmovja. Priplazil se do tja in potem ušel. Tone Petkovšek. Petkovška sem dobro poznal, ker je bil prijatelj mojega očeta in včasih prišel k njemu na obisk. Anta mi je pripovedal njegovo težko zgodbo. Da se je rešil pobojev iz Hrastniškega hriba. Hrastniški hrib je postal blagoslovljena zemlja zaradi potoka krvi, ki je bila tam prelita, in zaradi tisočev mučencev, ki jih skriva v svojem osrčju. Stric Pavel Čakir je bil vrnen, prišel v Škofjeloški grad in se s svojim bratom Stankotom. Stankota so takoj v ogrej z grada potegnili ven, a odpeljali neznano kam in nikdar se ni vrnil.
Pavel pa je prišel iz do Škofovih zavodov v Šentvidu, kjer so tudi imeli zaprte domobrance. Ko je bil med drugimi trpini na trpom v sobi, je prišel mimo partizan in zagledal in spoznal: "A ti si pa kar Vinetov. Malo počakaj, že pridem nazaj." Stric Pavel je nosil brado in najbrž ga je partizan po njej spoznal. Zato, ko je partizan odšel, se je Pavel takoj obril. Od tedaj naprej je samo to premišljal, kako bi ušel. Ponudila se mu je prilika, ko se je pribrinil do okna in skozi skočil na bližnjo drevo in se po njem spustil na tla in se rešil. Potem se je skrival po gozdovih in po nekaj dneh prišel domov v Šentjošč. Bil je neprepoznaven, shujšan, umazan, raztrgan. Domači so ga nahranili in ga spravili v stik s skrivači. Skrivači so bili nekateri domobranci, ki niso šli z ostalimi na Koroško, temveč so ostali v domačem kraju po pričakovanju zaveznika in v upanju, da se bo srečno izteklo. Med njimi Pavletova brata Jokel in moj ata Pepi, Albert Malorh, Stanko Vozel in drugi. Tam so ostali do konca septembra 1945, ko jim narava že ni več nudila kritja. Lišče je porumenelo in odpadlo in je bilo na tem, da zapade sneg. Odločili so se, da gredo čez mejo v Italijo. Šli so skozi Trnovski gozd, prišli v Gorico in od tam naprej v begunske taborišča in se pridružili beguncem, ki so že prej prišli iz Slovenije. Še enkrat poudarjam, da so bili domobranci prava narodna vojska, ki je branila vero, narodna izročila, krščansko kulturo in domačijo in pa seveda zlasti golo življenje. Vsi smo potomci teh junakov in jih dolgujemo čast in hvaležnost. Na spominski proslavi ob jami v Kočevskem rogu je leta 1993 rešenec Franc Dejak spregovoril mrtvim soborcem domobrancem. Molim za vas, po težavah in stiskah pa se zatekam k vam in sem vselej uslišan. Torej, molim za vas, po težavah in stiskah se pa zatekam k vam in sem vselej uslišan. Posnemajmo ga in se jim priporočajmo tudi mi. Slava jim.